Nič, še enkrat dober dan, lep pozdrav vsem prisotnim. Nadaljevali bomo s predstavitvami tekmovalnih filmov 4. dne 28. festivala slovenskega filma. In sicer je tokrat na vrsti tekmovalni kratki igrani film Srečen dan mrtvih, režiserja Luke Štigla, ki je bil posnet pod okriljem produkcijske družbe Square Me, če prav berem. Z mano so poleg Luke Štigla na moji levi strani, na skrajnem koncu je še Sanja Rajčevič, producentka, in pa Tin Lončar, glavni igralec filmov. Lep pozdrav vsem. Dajte mi najprej za začetek morda povedati, kaj je bila tista prva fascinacija? Pokopališče v času 1. novembra s svojimi lučkami, tema, ki si jo načel, ali pač sam žanr, ki te nekako pač pritegne? Mislim, prvo je bila ta zgodba, v bistvu, kako se ene težke teme lotiti na bolj sproščen način. Film v resnici govori o raku na modih, ampak ko to rečeš, tako se sliši zelo duhomorno in nekaj, kar ne bi verjetno noben želel za zabavo gledati. In to je neka izkušnja, ki sem jo jaz dal pred 12 leti čez. In sem ves ta čas razmišljal, ker vsakič, ko nekdo to zve, ga zanima, predvsem moške, ne rečejo, joj, kako si pa to vedel, kako si pa to zatipal, kako si pa to odkril, jaz sem pa tudi kdaj neki neziher. In v bistvu ugotoviš, da veliko ljudi to zanima, ne upajo pa vprašati. Jaz sem rekel, kako narediti film, če zdaj naredimo nek dokumentarc ali pa nek poučno vsebino, tega ne bo noben gledal, če pa zapakiramo to v žanrski film, pa da se imajo ljudje fajn, pa v bistvu spremljajo neko drugo zgodbo, po nesreč se pa to naučijo spotoma. Se mi pa zdi, da je ratala ena taka dobra rešitev, no, kjer včeraj, ko je bila premiera, je bil zelo dober odziv. Mislim, publika se je imela fajn, v resnici pa, če bi jih šel zdaj vprašati o teh stvarih, pa po mojem zdaj marsikaj vejo, ko prej niso, pa se niti ne zavedajo, da smo jim plasirali to temo. Tako. Pa je bil še kakšna druga povezava med žanrom, se pravi, lahko bi bila tudi ena zadnja grozljivka, počasno odkrivanje deformacij na svojem telesu. To je pa, ja, ko sem že prej s tem 1. novembrom, eno razmišljanje je bilo pa tako, milijon enih filmov obstaja decembrskih, veselih, božičnih, novoletnih, to je cel svoj žanr, medtem ko sem pa hotel narediti joke iz tega, z novembrom se pa nikoli noben ne ukvarja, in potem film se v bistvu začne s tem, da reče, zakaj Bog sovraži november, vse slabe stvari je dal v en dan, imamo dan mrtvih, imamo oziroma mesec. Ja. Ura se premakne, dan je krajši, dežuje, bedno je, in to je ta mesec, ki smo ga posvetili moškim. To je ta november. To si zaslužimo. Ja, in v bistvu smo iz tega hoteli pa narediti, da je ena novembrska pravljica, da še november dobi eno svojo vsebino, če to zdaj ni imel. Super, odlično. Sanja, kaj bi ti rekla kot producentka, kako si pristopila k projektu? Si se poznali že prej, si v bistvu dobila to idejo plasirano kot pač nek nov film, bi si ga lotila, si ga ne bi lotila? Projektu pristopila. Če lahko malo bliže, prosim. Ja, seveda, da že 17 let živim z režiserjem, tako da sem bila prva, ki je brala v bistvu ta scenarij, prva, ki ga je tudi pač popravljala, in moram pa reči, da od samega začetka, od prvega branja, se mi je zdel absolutno pač nekaj, kar je treba narediti. Bil je res dobro napisan, pa jaz sem kritik, kar močen, tako da... Največji kritik, se pravi. Jaz imam to srečo, da imam doma... Ja, tako, da ko nekaj pride ven, sploh, da ko gre v drugo branje, nekomu je bilo zelo proofreadano. Zelo strogo povedan, kaj ni v redu, tako da popravimo, preden sploh od doma damo. Če ne bi kazal potencijala, potem se definitivno ne bi zgodil. Ta scenarij je bil absolutno dober že na prvo branje, tako da zato smo tudi šli potem v izvedbo. Jaz se upravičujem, a bi lahko tam, mislim, samo malo se zagrne, prosim, ker se tako sliši notri vse, da slabo slišim še vas. Hvala.
Pa dajte mi povedati, mislim, glede plasiranja samega filma, ste se morda pogovarjali tudi, da bi ga v sklopu kakšnega projekta prav za ozaveščanje o tovrstni bolezni poskušali To je vključiti? pa ful zanimiva stvar, ker je včeraj bila ena gospodična v publiki, ki dela na IOZ Je. in je rekla, dajte mi tole poslati, da dam naprej, da pokažem naprej. In to je v bistvu tudi ena stvar, ki sem si želel, da bi se zgodila, da tudi, recimo, jaz sem v teh 12 letih, ti, če si onkološki bolnik, to traja nekaj časa, mislim, vsaj 10 let, preden ti nekdo reče, da si v redu. V tem času se je nabralo enih onkologov, urologov in tako naprej, ki so z mano delali in sem rekel, da zdaj, ko je film končno, včeraj je imel premiero, čez en teden ga mi za 1. november ga nameravamo releasati. Kje pa? Na spletu. Se pravi, se mi zdi, da je taka osebina, ki mora biti prosto dostopna vsem, ni bil delan z nekim taktiziranjem v misli, ampak s tem, da čim več ljudi to vidi. In takrat bi ga tudi poslal vsem tem ljudem, da vidim tudi, kaj oni rečejo. Ja. Super, odlično. Če se ne motim, je tudi vaš tretji film že, ne? Pač tudi v Portorožu tle prikazan, no, da je bil. Tako, to je tretji resnejši, jaz smo jih več, ampak tri smo naredili take, da smo rekli, da imamo prijaviti na FSF. Vsi trije so bili sprejeti v tekmovalni program. Ampak to je striktno neodvisna produkcija. Ta je pa prvi, da je sofinanciran. Je sofinanciran. Tako, ker prva dva nista bila. Takrat nas je vsakič zelo lepo presenetilo, da smo bili v tekmovalni program sprejeti. Tokrat smo pa prvič prijavljali nekaj na sklad in tudi v prvo dobili, kar je spet bilo eno zelo lepo presenečenje, pa mogoče neka potrditev našega dela do zdaj. In ja, to je v bistvu prvič kot insiderji smo tukaj, vedno smo do zdaj bili tako kot neki outsiderji, zdaj pa se lahko počutimo del tega. Super, odlično. Tim, daj še ti povedati, kako si se znašel v tej vlogi? Si jo nekako poistovetil, se lahko z njo, si jo vzel za svojo ali si striktno pač samo prišel, odigral in šel? Ja, nekako zelo v bistvu podoživljam. En let nazaj pa moja smo mi trije skupaj se usedli v kino Šiška in dali pač ta scenarij na mizo in začeli debatirati. Jaz, kot vemo, v štartu sem bil mišljen za Zekota, ampak ko sem prvič prebral scenarij, sem se nekako bolj videl v Gogiju in tudi nekako mi bil bolj izziv. Ne vem, Zeko bi rekel, da sam sebe igramo, ne? Tako da sem v Gogiju prepoznal to, da bi lahko končno nekam stopil v v nek lik, ki ga pač ni, ki mi ni to pisan na kožo. Tako da to, drugače pa ne vem, ja, že po prvem branju scenarija sem pač začutil, da to je nekaj, kar čutim, ker Luka je to res z takim pozitivizmom v bistvu prihajajo v take težke temi, da me je to v bistvu presunilo, pa sama energija v bistvu odsanja Lukata, kako pač debatirate o tej temi, pa kako se je lotevate na nek drugačen, poseben način. Skratka, celotna energija pač me je zelo pritegnila in tudi mi trije, mislim, da smo se kar dobro ujeli že od samega začetka, tako da ja. Super, odlično. Dajmo še enkrat povedati, kdaj štarta film na spletu? 1. novembra, na dan, ko se film tu dogaja. Odlično. Najlepša hvala ekipi. Še enkrat srečno, upam res, da bo film doživel neko svoje občinstvo oziroma dobil svoje občinstvo, ga dosegel in pa res iskrene čestitke za to. Hvala lepa. Hvala lepa.